Živijo. Dobar dan. Evo. Kjer flash je uvod, ne? Hudo je bilo. Jaz sem se imel full fajn. Dobar. Mislim, da smo live. Jups. Smo. Kako ste kaj, fantka? Jaz sem zelo fajn. Kaj pa ti, Peter? Jaz sem v redu, zmerno, sproščeno. Mirno sproščeno. Kaj pa ti, Ješ? Jaz sem tudi v redu. Zdaj še malo štimam stvari po našem Facebooku, zato da bom lahko prosil za kakšne predloge in tako naprej, a ne? Ja. Drugače pa mislim, da imamo že 32 gledalcev. Wow, živijo vseh 32. Lepo, da ste prišli spet nazaj. Mak je lepo. Ja, kakšni so tudi prvič mogoče, ne? Mogoče. Hvala tisti, ki ste prišli prvič. Ne veste, kva vas čaka, pojma nimate in ne tako, kot ostane, ne? Zelo bo spontano. Tako. Ja, dajmo kar začeti pa. Ali bi kdo še kaj povedal? Kaj sta danes kaj delala? 2. maj? Jaz sem popoldne spal. No, vidiš. Jaz sem bil na sprehodu. Jaz sem pa tudi spal in bil na sprehodu, tako da sem nekako vidva oba skupaj. Jaz pa ne morem čez dan spati, ker me čisto nič za cel dan, tako da pač nisem nepar. Videl ste oba neparja, a? Malo, ja. Jaz rajš nepam, ker spim. Preden začnemo, bi samo še rad omenil, da nas je nekdo poimenoval možje v trenerkah, tako da Thanksič. super označba, ampak načeloma pa smo improvizacijsko gledališče Ljubljana oziroma Iglu. Pozdravljeni, danes nocoj z vami bomo že 5. Juš, Vid in Peter in bomo za vas improvizirali na ključne prizore s pomočjo vaših predlogov. In zato, ker se še nekaj časa ne bomo videli v gledališčih, bomo to delali prek interneta. Ja, in v resnici nam je čist fajn, ena nova izkušnja, malo eksperimentiramo, ne. Sicer smo vsi samozaposleni in kar pomeni, da glede na to, da se ukvarjamo s kulturo, smo zdaj pač doma, nimamo izbire. Tako da, če hočete podpreti to, kar počnemo tukaj na netu, opazili boste, da ni bilo treba plačati karte, zato običajno ljudje plačajo karte za naše predstave. Gor je link na PayPal, kjer nam lahko donirate, če hočete. Imamo tudi TRR, ampak zato ne morate pa pisati, zato ker moramo dati navodila. Če res hočete, je pa tako, da nismo lačni zdaj, ne, ampak hočemo si pa malo updateati opremo. Recimo, kupili smo si take mikrofone, ne, da nas lahko boljš slišite. To je bila nova stvar. Imamo tudi nove luči, tako da počasi upgradeamo. Tako je. No, predstava videoklic je pa, kot je Peter že malo omenil, v bistvu narejena iz spontanih pogovorov. Vsi bojo v bistvu videoklici. To se pravi, ljudje se bojo videoklicarili med sabo iz različnih situacij, ne vem, služba doma, družina, mogoče, ne vem, kličete, bomo klicali nezamljane ali pa kaj tasga. Mogoče. Vse po vaših predlogih. Nič pa nimamo naprej napisan. Pač vsake toliko časa bo en izmed nas predlagal, kva bi se lahko v naslednjem prizoru zgodilo oziroma kako bi bil ta prizor nastavljen in potem bomo samo improvizirali. Še nekaj pomembnega, kakor vidite, imamo ena takale zanimiva ozadja, danes smo se odeli v slovenske barve ali pa pač barve še 100 drugih držav na svetu. Lahko pa ta ozadja menjavamo in lahko nam tudi vi kakšnega pošljete in sicer na iglutheatre@gmail.com. Lahko je to kakšna pokrajina, lahko je to kakšna soba, lahko je kakšen dogodek, karkoli. Edino, kar mora biti, je, da je ta slika položna in pa da je boljše rezolucije. Recimo, več kot 500 kilobajtov je že v redu. Skratka, na iglutheatre@gmail.com in kakšno to ozadje bomo tudi porabili. Lepo, ne? Lepo. A sta videla pripravljena, da začnemo improvizirati? Jaz sem ready. Jaz sem tudi. Jaz sem že napisal v komentarje, za prvi prizor bom rabil 3 predloge. In sicer en neobičajen poklic, eno znano osebnost in pa eno neobičajno plačilno sredstvo. Sicer sem si stvar zamislil tako. Vid, ti boš bil na enem razgovoru za službo. Ja? Prav? Ampak ti imaš ful enih razgovorov za službo in si ti zdaj malo pozabil, koga v bistvu zdaj kličeš prek Zooma, za katero službo. Ne? Peter, te bo pa publika vmes določila, kaj je ta služba, za katero se Vid poteguje,
nekaj nenavadnega, s katero znano osebnostjo bo delal in pa s čim ga bojo plačati. To se pravi, ne s cashom, ampak s čim drugim. Vid, tvoja naloga je, da te stvari uganeš. Tako da bi te prosil, če boš ugasnil svoj zvok, pa ti bom jaz pol tako pomahal, ko moraš priti nazaj, oziroma lahko si ugasneš itak video, pa se greš preobleč, Peter, ti pa tudi, pa ti bom pol vmes povedal. Sam vid, nujno si ugasnil tudi zvok, da ne boš slišal predlog. Prav? Okay. Cool. Evo, the best, fanta sta se šla pripraviti. Skratka, en takle razgovor za službo preko Zooma, mi pa rabimo, kot rečeno, 3 predloge. Kaj bi bila ena neobičajna služba, za katero se vid poteguje, s katero znano osebnostjo v delu, in kaj bo neko plačilno sredstvo, spet nenavadno, s katerim ga bojo plačali. Vse to lahko napišete v Facebook Live, v seveda komentarje, v chat, dajmo kar pogledati, kaj že imamo. Bojana predlaga lovilec podgan Brad Pitt cigareti, super. Tanja nam ponuja poklic mešalka smudijev, okay, to je dobro. Ja. Berta Golob, Berta Golob. In pa kocine. Potem imamo Moniko, izdelovalec rezancov, tam je to dobro, ja. Tokač tepihov, wow, ful dobri poklici. Dajmo reči takole, jaz bom vzel poklic tokač tepihov. To so te stare mame ali pa stare ate, ki zjutraj pred blokom malo klofajo, ne, tepihe, to bom vzel. Bom pa Petru še enkrat vse povedal. Rabimo eno znano osebnost. Imamo za enkrat Brada Pitta, Borisa Johnsona, Berto Golob, lahko je tudi kakšna domača znana osebnost. Kaj imamo pa kaj plačilo? Špargli, to mi je všeč. Bom kar vzel špargli. Skratka, rabimo samo še eno znano osebnost. Plačali ga bojo s kristali, če veste, kaj mislim. Okay. Poklic je profesionalni kadilec. Super predlogi, da best smo začeli. Brad Pitt, Berta Golob, Boris Johnson, Hilda, to pa je Blast from the Past, to mi je tudi všeč. Hilda, Werner, Werner, bomo vzeli klasika, seveda, Werner, hvala lepa, Sonja. Peter, ali me slišiš? Ja. Me, super, ok. Ti me moraš slišati, vid me ne sme slišati. Okay? In sicer imamo te 3 predloge, ki so. Torej, Peter, vid te kliče na razgovor za službo, ker bi rad postal profesionalni klofar tepihov. A veš te, ki imajo loparko, pa tepejo tepih. Ja. Dobro? Njegov sodelavec, ki ga bo uvajal, bo Werner. Pevec Werner. Plačal ga boste pa špargli. Cool. Jaz bi samo rad povedal, da ne vem veliko dejstev o Wernerju. Ampak... Lej, jaz ti bom rekel, da mene to ne gane. To imam edino. Cool. Ok, če si ti ready, jaz upam, da je tudi vid ready. Čak, veš kaj, bom jaz video napisal v chatu. Vid, a si ready? Pozabil sem, da ga lahko prek chata se pogovarjam. Mi imamo pa namreč na Zoomu tudi interni chat, ki ga vi ne vidite in se včasih lahko kaj pogovarjamo. Vid je pripravljen, tako da gremo si pogledati ta razgovor čez 3, 2, 1, zdaj. Halo? Dobar dan, pozdravljeni. Preden začnete, sam video bom na hitro ponovil. Znana osebnost, za katero službo se poteguješ in s čim te bojo plačati. To moraš vedeti. Ok, dober dan, pozdravljeni. Se opravičujem, malo sem, veste, glih sem skočil še, no, zdaj sem v glavnem pripravljen. Nič hudega, Koren. Ti kar počas. Ja. Ti... Sem glih eno knjigo sem bral, eno strokovno knjigo sem bral, glih za službo. A res, nisem vedel, da obstaja literatura, prav mislim, da obstaja veliko literature za to dejavnost. Ja. Kako je pa naslov? Kako? Kako je naslov knjige? A veste, kaj so te knjige? Računalništvo za telebane, živinoreja za telebane, vse, ne, za telebane. Pač za telebane, ne? Joj, veste, ponavadi smo imeli zaposlene same starejše kadre, veliko enih babic pa detkov, ki so znali vstajati zjutraj, ne? Pa so znali do dobra zamahant, ker so imeli to moč še iz davnih časov, ne? Ja, se jaz zamahnem dober, veste, sem tudi kot otrok sem nenavadno za naše kraje, ampak sem bejzbol treniral, ne. Potem pa zdaj tudi, da kakšen golf udaram, ne, tako da jaz zamahnem kar v redu.
Koren, mi hočemo, da prah gre, da prah izgine in da prahu ni več. Razumeš? Ja, sej to, ne. Jaz čistiti pa res znam dobro, zato ker sem tako bil, jaz sem doma skozi mogel sam pucati. Zjutraj fotor, če nisem kuj spucal nekaj, ki sem ostal, sem kuj dobil eno okoli 6, ne. Dobar, ni zdaj samo v moči pa v zamahu, ampak ti moraš lepo to vzeti ven, položiti, da se enakomerno pade dol, potem pa res stopati nazaj in pač tudi vzdržljivo, kdaj 1 uro ali pa več, samo tabanati, ne? Tepihe stepati, ne? Samo tabanati te tepihe, ne? Ja. Ampak bi pa ti določil še enega sodelavca? Ja, ne, jaz zelo dobro delam v kolektivih, veste, zmer se dobro razumem, no, tako, konec koncev, jaz sem delal z mrzkerim človekom, ne. Pač, lejte, dela on za Slovence, dela on za Hrvate, je tak ljudski človek in zelo rad poje, tako da ne zameriti, če vam bo kdaj pel. Je pa zelo prisrčen, pa ima vedno tako lepo, svetlo frizurco, tako da pade v oči, ne. Ja. Sem mislil, da, veste, da mi boste kakšnega Džanja Rijovca poturili, pa zdaj vedno... Ne, on me pa ne gane. Džanja pa ne gane. Ampak tegale, Wernerja imam pa zelo rad, zato ker ima pa blazno dobro karizmo, ne. So mi rekli, da ste družinski prijatelji, ne? Ja, midva sva se večkrat, a veste, takole malo za hec, malo sva se skregala, sva se lupčkala, vse sva se. Ja. V redu, vaš biznis, nič ne bom komentiral to, ampak pol smo zmenjeni glede plačilnega sredstva, ne? Vam je v redu, da vas plačamo v tej valuti? Ja, jaz se sprejemam navadne valute, mislim, te obične, denarne, sprejemam kriptovalute, sprejemam tudi puzle, recimo, ne, se veste, da jih rad sestavljam, pa tudi WC papir, ne, kaj manjka te dni. Te dobivamo iz Hoferja, ki imajo svojo lastno poljedelsko površino. Če vam ni slučajno hudo, da mogoče vaš urin mogoče kdaj smrdi zaradi tega, ne? Se pravi, vi hočete meni v šparglih plačevati? Ja, tako smo se zmenili, da smo se kaj drugače zmenili. Ne, v redu, samo če so lahko srovi, ne, da pol naredim z njimi, kar hočem, ne, da mi kuha ne date, pa pečenja, ali pa, to mi pa preveč, no. Ma nisem ti jaz mama, da ti bom kuhal špargle, valjda surove, ja. Se pravi, ste rekli, da bom tepihe tolkel in to je to, nič drugega. Z Wernerjem. Ja, to pa vem, ja. On bo držal, jaz bom pa tolkel, ne, pa bo on malo tolkel, pa bom jaz držal. Njega plačujemo v evrih, tako da zanimiva izbira za špargle za vas, ampak lej, kukar kdo, jaz ne sodim. Ja, mislim, jaz sem si zmer želel, da bi bilo malo nekonvencionalno, ne, da je malo bolj zanimivo. Veste, v prejšnjemu jobu sem bil pa s kostanji plačan. Ok, idemo tle zaključ, bravo, fanta, the best, vse sta pogruntala. Skratka, pretepanje tepihov z Wernerjem in špargli, bravo, vid, dobro spogrunto, ne? A skje prav, nisi, ne? Super. Evo, to je bila prvi naš prizor. Vsi, ki ste se nam mogoče zdaj pridružili, gledate predstavo Video klic, improvizirano predstavo improvizacijskega gledališča Ljubljana Iglu. Zdaj smo tukaj že 5. s predstavo Video klic, vsega skupaj smo imeli pa že, mislim, da je to naša 7. spletna predstava. Tako da probamo biti kar aktivni. Peter. Super. Jaz bi najprej ljudi prosil za en predlog. Dajte mi, gledalci, povedati, kaj je ena tegoba v življenju, kaj je en problem, ki nekoga pesti, zaradi katerega bi, ne vem, rad šel v toplice ali pa na masažo, kaj je nekaj, kar te pesti v življenju, zaradi česa si napet v življenju. To bi bil predlog, zato, ker bi pa nastavil prizor, da bi vid, ti imaš neko to tegobo v življenju, nek problem, ki te pesti in si slišal, da obstaja zelo dober spletni program sproščanja. Ampak obstaja zelo dober spletni program sproščanja z ASMR tehniko, ne? Kaj pa je to ASMR? Juš, a ti veš, kaj to pomeni? To je tole. Upam, da me si slišite. A tako. Ja, točno tako. Zelo creepy govorjenje v mikrofon, blizu. In Juš je ta specializiran ASMR
tehnik, Okay. ki ima svoj biznis, ki preko te metode sprošča ljudi. Okay? Okay. Cool. Tako da videl se lahko pripravita, jaz bom pa vmes pogledal, a imamo že kakšen... Kaj boš pobral zame? Eno tegobo, kaj te pesti v življenju. Okay. Ja. Ok, imamo glivice, smrdljiv urin zaradi šparglov, to se že povezujejo stvari, super. Ne znaš se zabavati. Ne znaš se zabavati. To je taka osebnostna, ne? Otroci mi po glavi skačejo, ta je tudi v redu. V redu, vid, dajmo reči, da ti otroci po glavi skačejo. Ful imaš otrok in stalno, ne vem, ti težijo in se ne moreš sprostiti zaradi njih. Aha. Ti je kul to? Kul, sam bi pa zdaj malo se rabo v enega fotra obleči, tako pa. Malej, lahko pa tudi ti damo, da te pesti en namišljen prijatelj iz otroštva. A ti to bolj všeč? Ne, se lahko to, da mi... Vsem, pač karkoli. Ok, v redu. Kaj bo zdaj pobral? Otroci ti težijo. Ok. Ne moreš se sprostiti. Juš, kako gre tebi? Dobro, jaz sem bolj ali manj ready. Ok. Super. Torej, ASMR tehnik je pripravljen. Naj vas še spomnim, da je veliko kvalitetnih vsebin na internetu, ki jih lahko podprete. Ne vem, kje so to trenutno, ampak samo tako, da veste, da boste oprezni. Ampak, mogoče lahko že začnemo videti. Juž, da ti že čakaš videa, je to opcija? Lahko, jaz sem ready, tako da. Ok, nač, ti pa pač bo v svoji pisarni, kjerkoli, pa že čakaš videti, ti pa, ko bo se priključil, ok? Ja, jaz sem ready. Juž, zate začnemo čez 3, 4, zdaj. Dober dan. Pozdravljen. Živa. Aj. Hvala, ker ste poklicali. Sej sem pač na koncu živci, ne? To že veste, to je ta 7. A nismo vsi na koncu živcev? Sej. Ne, sej imaš žena ostalih 6, sem tega pa rekla, moraš pa ti imeti. Lepo. Povejte mi, vaša težava so otroci, kaj ne? Nisem preveč, malo sem jih sfukal počas. Sej jih imam rad, ampak, veste, konc koncov, ima to človek svojo mejo nekje, ne? Povejte mi, a vas kdaj zaščemi, vam kdaj grejo kocine na vratu po konci, ko otrok joče? Veste, ko se tako začne dreti, ne, ko se začne orang dreti, sem jaz tako, kada bi šel čez eno uho noter, ne, pa čez drug ven, ne. Veste, še jaz sem, tale otrok zdaj spi, ne, ampak ne čist naravno, ne, sem malo zamešal, zato, tako da zdaj zelo dobro spi, ampak tam 2-3 urce pa klink, pa bo spet po koncu. No, tega sicer ne priporočam, je pa res, da ime mi je doktor Milek, ampak nisem doktor. Tudi pisarne nimam, delam iz spalnice, ker je najboljša akustika. Veste, kar moramo narediti... Dajte mi pomagati, no, prosim. Bom, ja. Torej, gospod Gruber, kar moramo narediti, je, da to ščemenje, ne, teh kocin, da povežete z nečim pozitivnim, ne, da vas navadim na to, da je to nekaj dobrega in potem boste tudi jok laže prenašali. Aha. Dobro mi prisluhnite, prav? Ja. Živjo. Me slišiš? Ja, slišim. To sem jaz, tvoja vest. Daš pada v tvoje možgane, a nimaš težnika. Jaz mogo malo zamižati ali pa kaj? Ne, nič. Sam gledajte me, morate me, čim bolj me gledajte, fejs me gledajte. Na tvoje možgane, a nimaš težnika, da bi se upranil. Ne, kaj lahko naredim? Pazi, v reko si padel.
Zdaj plavaš in se osvobodiš. Daj dol majico. Majico daj dol. Ne, zares. Ja, daj majico. Otroka, Daj otroka stran. Daj stran. Sleč se čist se sleč. Čist se sleč. Čist hlače tudi. Čist, ja. Tudi. Ok, mislim, gate imam loh. Ne, Tudi dol. vse dol. Ja. Ok, sem. Ne vem, zakaj jaz čupetam. To je naraven odziv, veste, gospod Gruber. Zdaj pa zaprite oči. Takole, pa bom jaz sam mečkan posnel vas. Kaj? Ne. Takole, evo, čak. Ne bo zelo zasebno, prosim, ker samo žena ve, da to delam. Pa sodelavci se veste, no. Norca bi se delali, ker delam v gradbeno mehanizacijo, pa so tako, bi me zabavali, še tepali bi me. Ja, ne bom dal naprej. To imam za osebne potrebe. Lahko že odprem oči? In zdaj, na 3, 2, 1, ko boste odprli oči, Aha. bo nad vašimi možgani dežnik. In kadarkoli vas bo zaščemelo po vratu, bo to za vas nekaj pozitivnega. 3, 2, 1, ču. Kako se počutite? V redu. A se lahko oblečem? Ja, kogarkoli hočete. Lahko se pa tudi jaz slečem, če hočete. Dajmo tukaj končati. Vedno, ko se vsi igralci hočejo slečiti, vemo, da je dober čas za zaključek prizora. Hvala vam za to seanso. A ste uživali? Ja, super je bilo. Ker weird. Ja, meni ni bilo bedno, da lahko bi to delal. Drugače imamo eno aplikacijo, ki so jo Slovenci naredili, Tingles. Če vas zanima ASMR, si pogledajte. Hudi so. Všeč mi je, Juš, kako si ga pripravil do golote in vidi, da si ti sprejel to. Bravo. Improvizator vedno reče ja. Ja, in kaj lahko še dam dol? Za naslednji prizor bojo navdihnile na ključne besede, ki jih boste pisali v komentarje. Lahko začnete s tem. Vama pa navodila. Zoom ima eno opcijo risanja. Jaz bi rad, da vidva igrata prizor. Pa prosim, če date še en odnos. En odnos, pa na ključne besede. Ampak začnite z odnosi. Najprej bi, kdo sta te dva človeka, ki se med sabo kličeta. Skratka, folk bo določil, kdo sta in zakaj se kličeta. Potem pa bom en dajal na ključne stvari, ki jih bo moral risati. Jaz ful slabo rišem. Tako, v osnovni šoli so mi rekli, da imam malo talenta in potem so me dali v eno risarsko šolo, ampak nisem v resnici znal risati in tudi nikoli ni bilo nič iz tega, po mojem. Tako da boste videli to, zabavam bo. Vidva morata pa probati te stvari, ki jih jaz rišem, uporabiti kot navdih za prizor. Skratka, stvari, ki jih vidita, tudi ljudje jih bojo videli na velikem ekranu, vidva bosta malo manjša in vidva bosta igrala prizor, v katerem bojo te stvari navdihnile. Okay. Zdaj pa imamo že ful besed, nimamo pa še tega odnosa. Skregana soseda sta. Soseda, ki sta tako skregana, da se pogovarjata prek Zooma. To je to. In še enkrat, jaz bom kar odprl ta screen, recimo, to je ta opcija. Jaz upam, da dobro to vidite. Recimo, jaz lahko zdaj tako rišem, ne vem pa, in lahko tudi recimo pobrišem. Zdaj pa ne vem, a bosta to Juš pa Peter videla? Jaz to v redu vidim. Aha, in tudi vaju se vidi. Ok, super. Aha, lahko naštimam tudi debelino, lahko delam tako. Odlično. Undo. Ok, zdaj pa, ko boste vidva pripravljena, lahko začneta, se pravi, imamo dva skregana soseda, vi pa boste dali zdaj na ključne stvari, ki jih bom jaz skušal narisati. Povejte, ko boste ready. Jaz se moram sam še v zadnje najti. Ok. Tako recimo bom kaj napisal, tako da mogoče je boljš, da ne pišem. Clear all, ja.
Pa recimo lahko naredim kakšno tako daljico. Daljice lahko delam, cool. Lahko delam tudi debele stvari. Ok. Ljudje vidim, da že ful delate, oziroma dajete predloge. Hvala vam za to. Aha. Jaz presežem, da nisem nič vadil, kar mogoče ni dober. Mogoče bi bilo boljše, da bi kaj vadil prej. Okay. Evo, jaz sem. Ok, super. Jaz predlagam, da kar začneta. Jaz bom najbrž izklopil svoj video. Vidva ga pa vklopta. Okay. Prizor se začne čez 5, 4, 3, 2, 1, akcija. Daj mu mater, Štef, pizda. Kaj je, Brane, kaj, a? Kaj spet kličeš? Ja, kaj kličem? Kličem zato, ker sem je spet zaparkiral. Pa dobro, kaj pač moj tricikl ti da malo predunga tvojega meržeta, a ga ne moreš slučajno samo umakniti. Ja, mislim. Kje imam jaz čas? Sorry, stari, ampak meni se je modil na pevske vaje, a veš, zdaj znam že v sminke, to so te male note in pač moram jaz pet, a ne? Pa Štef, kaj mene briga tvoje pevske vaje? Pač, mene briga, imam jaz svoboden, a imam frej avto ali nimam, da grem lahko v službo. Ja, v službo, ali pa klubici, ali pa kaj tazga, vsi vemo, cel blok ve, kakšen si. Vsi vemo. Ej. Mislim, lahko pustimo moje privatno življenje na mer, kada ne moram iti se dobivati z zaključnimi ljudmi, pa pitati race v Bjezeru. Pač sej, a je važno, s kom se dobivam? A ne moram imeti ženskih prijateljic? Ja, mej, sam imaš tudi ženo, pa 5 otroka, ne, kako pol skozi sklev pol lajfuje. Pa to ne pomeni, da jo varam. Pitati race v Bjezeru. Jaz se splošam. Moja žena bi znorela, da bi jaz šel k jezeru z eno drugo žensko race pitati, stari moj. Ni šans, da prijem domov živ. Mislim, kad prijem domov, ne bi bil več živ. Pa to je frendica iz srednje šole, pa sej, kaj sploh važen, pač sproščam se ob racah, race mi naredijo mirenga, kukar mogoče tebe naredijo, ne vem, jeleni mirenga. Kako si vedel, stari? Mene jeleni na polno naredijo, čist mirenga. Mislim, ne vem, pač, to sem kar nekaj rekel, no. Stari, jaz sem bil sred gozda, zgubil sem se, stari, nisem imel GPS-a. Sam, da ne boš tega komu povedal, nisem imel GPS-a, stari, jaz sem tam sred gozda. Ko ne zdaj, ne, pa telefona, pa vrgel sem ga v tla, ne. Eno letalo sem videl tam nad sabo, začel, prosim, pomagaj. Veš, ko je ta letalo, nič, oni so šli naprej, z unimi chemtrailsi pa to. Pa prije, stari, do mene en jelen. In bila je ženska, no, Jelena. In se začne z mano pogovarjati, stari moj. Jaz tako pa, nisem jaz vedel, da znate vi govoriti. Pa ona, ja, itak, ne. In jaz sem se zaljubil, stari. Jaz sem se zaljubil tam v Jeleno. Ti povem zdajle. Lej, kaj imaš ti z Jeleni, to pustim na mer. Pač mene ne briga. Jaz sam hočem, da imava v redu odnose, razumeš, da pač ne rabim jaz vsako jutro pridati, pa ne vem, da mi pol pošte manjka, ali pa da imam zaparkiran avto, ali pa da je spet nekdo poscop se po mojem travniku. Ne pravim, da si ti, ampak, a veš. Bil sem jaz, majkin. Ampak glej, všeč mi je, da si to izpostavil in da sva zdaj spustila duha iz steklenice. In da bo zdaj pač se najdla, stari. Jaz nisem vedel, da imaš ti tako ljubezen do rac. Jaz sem ti zdaj povedal svoje, pač imam ljubezen do jelerov. Vsaj nekaj, da malo skupnega, veš. Pa to, da oba nosva neke trenirke. Mislim, jaz imam rad race čistko rekreativno. Jaz nisem zaljubljen v njih, razumeš? Dobro, pol sem te narobe prebral. Ok, pa pejč ve tu Italijo, ali kaj to vitriš, ne vem kaj to. Pa bod tam imajo fulerih rac. A kaj si to, Sicilija? Ne vem, kaj hoče mi pove. A lahko nehaš govoriti naokrog, da se selim v Italijo? Je lahko to skrivnost? A lahko nekaj v tej sosedski končno ostane skrivnost? A je to opcija? Ok. Lej, stari, jaz te, preden greš, te povabim na 24 kozarčkov. 24 litrov vina, na 24 litrov te povabim. Pa da se ga malo napiva, pa pač, ko boš šel na to Sicilijo, boš šel, ok? Pa vzameš vse race s sabo, koliko rečeš?
Imaš to eno fešto, ali kar tako? Pa tako, no, da ne bo več skregano sosede, stari. 24 litrov je kar velik. Pa klobas imam, dva para klobas. Ja. A ni to malo neenakomerno pol porazdeljen z... No, lej, pridem. Ok, pa prines očala svojo sabo. Zakaj? Pa ne vem, da bomo imeli oba očala, ok. Ok, cool, hvala lepa za tole. Hvala lepa vsi za vaše besede. Odlične so bile, jaz sem se zelo potrudil, kot ste najbrž tudi opazili. Dal sem res vse od sebe in to je to. Peter in Juš se boste preoblekla, jaz pa vas med tem še enkrat pozdravim, tisti, ki ste prišli mogoče od novega, tisti, ki prvič gledate Iglu teater, z vami smo, moje ime je Vid, tam sta še Juš pa Peter, ki se trenutno preoblačita, delamo eno improvizirano predstavo po navdihu vaših idej, ne? Vi v komentarje pišete, kaj bi radi videli in mi to skušamo narediti. Poleg tega pa imamo zgoraj tudi ta link PayPal za donacije, če želite podpreti to, kar počnemo, vam bomo zelo hvaležni, ker skušamo upgradati opremo oziroma kot kulturniki preživeti v teh časih, tako da vsak evro pride prav. Hvala lepa za to, sicer pa gremo zdaj naprej in sicer bom besedo dal Jušu. Man, cool. Veš, kaj bi pa jaz rad videl? En pesniški večer. In sicer bi rabo od publike eno državo, pa naslov neke pesmi. To bo bolj ta kratek prizor. Naredimo pa tako. Vid, ti boš govoril o džibrišu, ti si en tuji pesnik, ki je prišel k nam v Slovenijo. Peter, tebe bom pa prosil, da boš prevajal to pesem, prav? Pa Vid, ti si zelo fizičen v tem, ne? Pač rad se zelo izražaš. Tako da lahko se kar uštimata, vzameta v zadje, kakršnokoli. Ko sem lih po ozadjih, zdaj smo že enega dobili na mail, če nas želite malo izvati, proti koncu te predstave bomo uporabili tudi kakšne ozadja, ki nam jih boste poslali na mail, na iglutheater, iglutheatre@gmail.com, nam še vedno lahko pošljete različne ozadja. To so lahko ali kakšne pokrajine, ali kakšna stanovanja, ali kakšne hiše, ne vem, karkoli se vam zdi zabavno, hecno. Edino pravilo je, da naj bo slika položna, ne pokončna, in da ima več kot 500 kilobajtov, zato da ne bo preveč slaba rezolucija. Dajmo pogledati, kaj nam je publika kaj napisala. Rabimo državo, iz katere bo prihajal naš pesnik Vid, in pa seveda naslov pesmi, o kateri bo govoril. Imamo Vanuatu, wow, ok, Oceanija, Rusija, Romunija, to mi je všeč, Egipt, Egipt, to je dobro, Egipt, Nemčija. Ma ne, dajmo kar Egipt, meni je to kar všeč. Egipčanski pesnik bo Vid. Zdaj pa pogledamo še, kaj bo naslov te pesmi, ki jo bo Vid povedal, premierno za slovensko občinstvo, Peter pa bo to prevajal. Rad bi bil tvoja kobra, tam je kar všeč. Ne vem, so kakšne kobre v Egiptu ali ne. Vse nima veze. Ledeni sodnik, lepa Miha, mrzla mati, oziroma sodnik, dobro. Mrzla mati, moja kobra. Očitno ta kobra kar popularna, tako da bom vzel, rad bi bil tvoja kobra. To mi je kar všeč. Ok, torej imamo egipčanskega pesnika, ki bo Vid, govoril bo v enem džibrišu, pač poskusil se bo potruditi čim bolj po egipčansko govoriti. Peter pa bo prevajal njegovo pesem z naslovom Rad bi bil tvoja kobra. Fanta, sta pripravljena? Ja. Videk, ti si pripravljen? Prežgi si mikrofon. Vid? Vid je umrl. Ne, Vid, si pripravljen? Nisem, zdaj bom zelo kmalu. Ok, kar v easy. Pesnik je treba vedno počakati. Egipt me je. Ja, Egipt. Ali pa lahko si tudi noter, veš, ni toliko kriza. Kaj že je moja kobra? Če pa najdeš kaj tazga, pa lahko si tudi zraven piramid, kakorkoli. Rad bi bil tvoja kobra. Rad bi bil tvoja kobra. Okay. Zdaj, kakšen bo stil, bomo pa videla. Bo to sarima, bo to nek prosti stil, to pa je čisto odvisno in od pesnika, in od prevajalca. Jaz sem ready. Super, potem pa si pogledamo tole egipčansko pesem Rad bi bil tvoja kobra, čez 3, 2, 1, zdaj. Lahame, soh, leken ta tih, malaktia. Rad bi te zopet videl, kot da mi je vseeno. Lehnta, čoha, halena.
zakaj zopet plaziš? Sahia, Halan, tu terekinta je gma. Mar ni zadošljivo naše okolje, kako nas postopoma manjša? Falari, mahari, taki galer, sakari. Hočem, da me pičiš in primeš za vrat in daviš, kot da sem tvoj suženj. Lakna, šakaj, kvajga, utjegada. Ubij me s trupom, ti majhna kača. Hala, šigama, tikada, jo, ta fara. Kača se zabode kot frača in frača se izstreli kot tarča. Šak, maheti, taš, hapadam, pehda. Marija, sveta, lepa arabska. Harič, ha. Ali pa mar tara ta štuka, ma fitu hota ki te pehda. Si rada nosila svoj zanos z drugimi v trebuhu, si rada se petljala naokrog po pesku. Sah, tere hanatar meha. Trpi, ubrizgaj sebi svoj strup. Wow, lepo, ok, hvala lepa. Tole je bila egipčanska pesem z naslovom Rad imam svojo kobro, interpretaciji našega egipčanskega pesnika, Vidal Sodnika in pa Petra Prevajalca. Všeč mi je bilo, Peter, da si imel zelo realno sedanjost slovenskih prevajalcev, in sicer, da si bil v enem student dormu oziroma v eni študentski sobi. To mi je bilo kar všeč. Ja, to pa. Cool. Še vedno gledate Iglu, nekaj več kot 70 nas je tukaj skupaj. Hvala lepa vsem skupaj, da prihajate sem in da gledate naše improvizirane prizore. Še kakšne pol urce predstave imamo ali kakšno minuto manj. Peter, kaj bi rad videl v naslednji rundi prizorov? Jaz bi prosil naše spremljevalce oziroma gledalce, če nam lahko dajo en predlog enega škandala. En predlog enega škandala ali pa ene take državne skrivnosti ali pa tajnosti ali pa ne vem. Ali pa ene afere politične. Nekaj v tem smislu, ok? Namreč rad bi videl Juša, kako pač je en politik in ko skuša, mislim, on je na soočenju, ne, in vid, ti bi bil novinar, ki bi ga soočil s to afero, s tem problemom, s to skrivnostjo in bi čedalje bolj pritisku na njega in ne vem, vlekel iz njega obrazložitve. Juž, ti pa si ta človek, en politik, ki se skuša braniti, ampak neuspešno. Ok, cool. Se grem kar preobleči. Ok, v redu. Jaz bom pa vmes pogledal, kaj imamo. Iglu predstave. Super predlog. Škandal v rdečem baru. Shout out to Brecelj. Predsednik v resnici ni pismen, kar njegov kabinet skrbno skriva. Grgan je razkožila. Afera sendvič. Grgan je razkožila. Predsednik v resnici ni pismen, ima zaenkrat največ predlogov. Tako da, dajmo to vzeti. Juž, ti v resnici nisi pismen, ne znaš pisati niti brati. Ok, prav. Ampak si pa hkrati predsednik države. Ja, saj mislim, da jih je dosti takih. In vid te bo čedalje bolj skušal razkrinkati in tvojo nepismenost z nekimi raznimi dokazi. Super. Pa sem pa na nekem TV soočanju, si rekel? Lahko sta TV soočanju, a veš, to je lahko tudi sam intervju, ki se predvaja po televiziji. Vidva so vsak počep doma, ali kako? Pač lahko sta v enem studiu, lahko pa je zdaj samo ta
lahko ste kjerkoli doma, pa se to predvaja, a veš, kot v vdaji. Tako da vsem je. Lahko ste v studiu, lahko pa niste. Aha, ok. Jaz sem si naštel studio, ampak si bom dal rajš kaj doma. Ok, tako da Juž ti bo doma, vidi ti bo v kakšnem studiu. Nekje bom, no, dajmo tako reči. Jaz sem tudi zdaj doma. Ok, v redu. No, Super. nisem še. Bom čez nekaj trenutkov. Ja. Čez nekaj trenutkov. In to je vdaja, jaz pozdravljam ljudi tako prav uradno. Ja, to je zdaj pogovor, ki se zdaj snema in se predvaja v živo, recimo vdaje. Tako da ja, smo live. In to je velika afera, ki se trenutno dogaja, da je naš predsednik nepismen. Ne znaš pisati, ne znaš brati. Dobro. V redu, kako vama? Ok, Juž? Jaz sem. Ok, tako da začnemo prizor čez 3, 4, zdaj. Dame in gospodje, lepo pozdravljeni in dobrodošli nazaj po glasih. Z vami sem še vedno jaz, z nami pa že na vezi naš predsednik naše države, ki se trenutno nahajate. Kje? Pozdravljeni, predsednik. Trenutno sem, kot vidite, zadaj na napisu piše Mini Mundus. Peljal sem eno skupino otrok, da vidijo te majhne hiše v to. Torej ste na službeni poti ali kako? Ja, veliko otrok sem vzel s sabo, 2 avtobusa otrok in skupaj se učimo brati, pisati. Mislim, oni se učijo brati, pisati, ne jaz. Valjda znam jaz brati, pisati, halo. Gospod predsednik, hvala lepa za vaš čas, hvala lepa, da ste se odzvali našemu vabilu. Namreč, kako odgovarjate na to, da je včeraj prišla novica, da ste podpisali določene pogodbe, ki pa zaobvezujejo našo državo, da bo predala pol meje, ki jo ima z Italijo, v bistvu kar dober kilometer južne meje z Italijo predala Italiji in prav tako skoraj 2 kilometra meje s Hrvaško sedaj pripada Hrvaški. Kako to opravičujete? Ja, pač, veste, meja stane, ne? Stvari stanejo in manj, ko imamo meje, cenejša bo meja. To se nam je zdaj pomembno, pač znižati stroške, bomo dali več za kulturo in regrese. Gospod, vi ste vedno govorili, vedno ste bili tako, saj razumem, vi ste velik ljubitelj Prešerna, če se ne motim, saj vedno ste tako govorili o France Prešeren in tudi njegova himna, vedno jo citirate, našo zdravljico, in tam seveda govori o prijateljstvu z drugimi narodi, ampak še vedno pa, če gre za sovražnika, naj pa van trešči grom. Kaj pa pravite na to? Ja, jaz sem bral v eni knjigi, veliki knjigi z veliko besedami, da v bistvu to ni napisal Prešeren, ampak so posthumno dodali drugi ljudje tistega časa, ko so bili živi, tudi drugi pesniki, recimo Minati, pa Pavčak, pa tako naprej, da so v bistvu oni to dodali. Zanimivo. Samo še eno vprašanje. Sedaj povsod so napisi nosite zaščitne maske, povsod to na veliko piše. Prav tako, odkar nimamo več na WC-jih teh znakov, imamo napisano, kje je WC in kje so druge stvari. Skratka, vi pa konstantno hodite v napačne prostore. Veste, jaz sem zelo odprt človek in se mi zdi pomembno, pač, da sem predsednik vseh, in moških in ženskih in tistih in ljudi in pač tudi tistih, ki ne nosijo maske in tistih, ki imajo radi maske. Zanimivo. Tudi dobili smo podatke, da vam je avstrijski premier podaril pisalo in po enem letu, ko vas je obiskal, je opazil, da je to pisalo neuporabljeno, bil je seveda užaljen in sedaj smo nekako zaostrili naše diplomatske odnose. Ja, Kurz ga gleda, pač tako se tudi piše. In ja, pač jaz sem to pisalo... Gospod predsednik, je vam to smešno? Ne. Ni smešno. Veste, jaz pišem, jaz se zelo veliko stvari zapomnim. Zelo veliko, ne vem, povejte mi 5 cifr, pa vam bom takoj povedal nazaj. Dajte, 5 cifr mi dajte. No, sedaj sicer ni čas za to, ampak... Povejte, dajte, prosim, dajte. 7, 12, 56, 321, 9 in 1. No, poslušajte. 5, 7, 321, B in... To je bila črka. Črko ste rekli. Ja, 1, 2, 3, B, 5, 6. B ni številka, rekli ste številke, B je črka.
1, 2, 3, B, 5, 6. Kaj? Gospod, katera črka abecede je B? Otroc me kličejo, ne otroc. Gospod, katera črka abecede je B? Mi smo otroc, pridite, gospod Vidim vas, kad delate takole z roko. Prebral vam bo, Povejte mi, gospod, prebral delate to, vam bo eno Gospod predsednik, pesmico o... prosim, če mi poveste, katera črka abecede je B. Prosim? Katera črka abecede je B? To, ko vas zdaj prekinja, veste, pa tle v Minimundusu imajo tako majhne zvočnike, da nas ne A ste vi slišim. slučajno nepismeni? A ste slučajno vi postali predsednik naše države? No, Brez pa da bi vas, bili zdaj pismeni? vas pa čist nič ne To slišim. No. najbrž razloži tudi Pa šel. podpisovanje neznanih pogodb. Pa šel počas... Gospod predsednik, gospod predsednik, Kje me pa ta dobo, ej? No, super. Dobro si se zmuznil, Juš. Na koncu te ni noben pogruntu. Je pa zanimiv, da si bil v Gardalandu v resnici, ne? Dobro, ne? Ampak lepo od tebe, da peleš otroke tja. Zelo plemenito Vprašanje, kdaj bomo lahko šli spet v Gardane. vprašanje. Ja. Je. Ampak zelo plemenito za predsednika. No? Menil sem tudi, da sem se pogovarjal z moškimi, ženskami in ljudmi, da ne bo kdo mislil, da je to res moje mnenje, pa če sam citiram ene naše politike. Vroče mi je danes, ne vem zakaj. danes je pa vroče. A lahko jaz zdaj nekaj? Okay. Super. Jaz bom spet se obrnil na publiko in jih vprašal, kaj je mogoče eno močno čustvo, ki ga bom dal recimo enemu izmed vaju, bom se še odločil komu. Vaju bi pa prosil, če greste pogledat na mail, če so nam ljudje poslali že kakšno ozadje. Eno ozadje imamo zdaj, ja? Eno ozadje. Ok, rečemo, da si Juš nastavi to ozadje. Peter, Dobro. te pa damo eno močno čustvo. Lahko se izklopta. Vas pa torej sprašujem, kaj je eno močno čustvo za Petra, ki bo navdihnilo naslednji prizor. Jušov lik pa bo navdihnilo ozadje, ki ste nam ga poslali na mail. Medtem recimo pišete bravo Juš, ne? Recimo to je tak pozitiven komentar za Juša. In imamo tudi že eno čustvo, ki je negativno. Mogoče dobimo kakšno pozitivno čustvo, da se bo stvar lepo začela, ampak hvala. Imamo ljubosumje, histerija, ležernost, prijateljstvo, hvala Erik za nekaj pozitivnega. Tina Giber pravi bes, razočaranost, prav tako negativno čustvo, ampak veselje. Skratka, imamo kar nekaj pozitivnih, nekaj negativnih, bes se je ponovil. Tako da, Peter, jaz bi rad, da prizor se zaključi v besu, ok? Ok. Ampak začne se pa z nekaj pozitivnega in sicer si na začetku zaljubljen. Se pravi, začne se z zaljubljenostjo, hvala Ciril za predlog za ljubljenost in zaključi se z besom, ki ste ga predlagali Tjaša in Tina. To je to. Cool, jaz sem. Ozadje pripravljeno. Je. Ja. To je mogoče en zadnjih prizorov. Bo še nekaj na koncu, ampak še enkrat vas na hitro, ker imam ravno čas, spomnim, da imamo gor link za donacije na PayPal, če hočete kaj prispevati za to predstavo. Ne bomo vam ful več težili, radi pa omenimo. Ok, vidva ste redi? Yep. Petra še čakamo. Ja, prijateljstvo pa bes, ne? Ja, začne se s prijateljstvom, konča se z besom, Juš ima pa to ozadje. Bomo videli, kakšno. Sta redi? Okay. Ja. Prizor se bo začel čez 5, 4, 3, 2, 1, akcija. Kje si stari? Boki! Kje si Regi? Koliko je fajn, ker ni nobenega na bazenu, lahko sam udreš, pa se kopaš sam, ne? Pa to je dobro, res sem tle na Metelkovi sam, stari, res. Gremo od lokala do lokala, kjer nobene gužve. Zdaj sem pred menzo. Kaj je odprt? Ma ni, ne, samo veš, vse odprem, ne, da imam tole. Tole vzameš, ček. Ni to problem, ne, zelo so zaupljivi, ne, tle na Metelkovi, veš, prijatelji. Ja, prijatelji. Malo te kličem, a ne? Povej, stari, jaz lih tukaj ga plavam, pa pijem svoje namešane koktejle. Cool. Stari moj, pismo, rabo bi plec, da bi malo krešnil danes, a?
tako pač zahengat, ne, da priješ, igrava PlayStation na televiziji, pojeva kakšen sendvič, pa ti igraš dam, ne. Mislil sem, če bi lahko prespal pri tebi, ne? Ja, okej, kukar, ko sem bil včasih v srednji šoli, spiš, Včasih, a veš. za en dan prespiš, se zabavamo, pohamo pire, pol pa greš dam. Točno to, ne, mislim, ne bi šel dam, ne, šel bi pač pri tebi bil, lej, stari. Jaz sem se zdaj ženo prepiral 2 tedna, da bi šel žurat cel na Metelkovo, ne, pač z Tako ti vrhom. imaš ženo? Ja, itak, valjda imam, ja, zakaj? Ne, nisem vedel, wow. Valjda imam ženo, ne, pa. Ti nimaš. Okej, ja, nadaljuj. No, v glavnem, a veš, pač boril sem se, da grem z te vrhnke v Ljubljano, ne, in ona kao, ne, občine, to je zaprt, ne, bla, 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 una tret. In zdaj mi končno pustila, ne. Sama, veš, zdaj pa jaz sem pa pozabil, da v bistvu nimam kjer za prespat, ne. Čak. Ti si najprej rekel, da greš nekam za več časa, ampak nisi vedel, kje boš spal. Ja, mislim, malo sem računal na prijatelje, pa sem poklical Bubija, pa Žunkata, pa Čižija, pa Brunkata, pa Cujija, pa Lobeta. Se spomniš Lobeta? Stari, koga? Lobe. A ni on? On je v zaporu, no, v glavnem. Pač, vsi so ali v zaporu, ali imajo otroke, ali pa oboje, imajo otroke v zaporu, ne. In pač, ti si zdaj ta zadnji, ki ga kličem. Pa stari, to mi vedno delaš, da me tako pred dejstvo postavljaš, tako, kada sem tvoja mat, kada tako, ja, živijo mami, grem ven, a ja, grem z busom, porabim full casha, kaj bus full drag. In kaj ne jaz zdaj rečem ne? Pač ne bom rekel ne, ker si friend, ne, kva. Pa ti ni panike. Ne, ful mi je panika, pač kaj ne, pač dobro, ajde en dan, sem pač, da ti en teden se tam valaš, pa da mi mravlje pridejo zaradi tega, pa da mi pač umazaš šipco na PlayStationu, ki ponavad, to pa ne morem. Lej, stari, obljubim, da ne bom toliko časa, no, pač max, en mesec max, pač sem da prespim, no. En mesec! Lej, jaz te imam tokrat in ti zdaj mene pred dejstvo postavljaš in ti zdaj meni rečeš, en mesec sem šel iz vrhnke stran od žene in kaj bo ona mislila? Kaj, da si šel za en mesec kam v Ljubljano, za en mesec na en after, žurat, kaj? Pač Pa bo mene klicala in kaj ne jaz rečem, Bog je ni, ne vem kje, se lažem še zate. Pa sam reči, lih je na skretu, nima cajta, ne. Kva, boš pa že ponavljal to en mesec, kva. Saj ve, da imam težave s črevesjem, dobro ve, no. Pri stari, no, za dobre stare čase. Spomniš, kako smo kle žurali pri Mariči enkrat, a? Ja, enkrat, ko nas je pol samo ven fuknil. Točno to, samo nas je ven fuknil. Pa veš, koliko je on prijazen človek, stari. Tuk smo ga žurali, da je sama popizdil na nas. Pa on nikoli ne popizdi. Pa stari, jaz ti, zakaj greš en mesec stran od svoje žene? Lej, jaz rabim pauzo, stari, jaz ne morem več školo. Ona je tam v kuhinji, ona je tam v spalnici, ona je tam na skretu, ona je tam zunaj, v bazenu, ki ga imamo privat, ona je ven, ki gremo v goste sprehajati, ona je na tenis igrišču, ki ga imamo privat. Stari, jaz Pa ne morem. končaj z njo, zakaj ne moreš končati z njo? Pa rabim samo malo pauze, a veš, to je to. Kva, a boš kar končal z neki, a kva, ne vem, kako paš hruško, pa zgnije, ali boš vrgel stran, ali boš pač imel malo pauze z njo, pa boš pol kasneje enkrat pojedel. Ja, boš da zgnije, pa da ji rečeš, da greš za en mesec v Ljubljano in pač pol ta hruška tebe čaka in kliče ta hruška mene in jaz pol moram tej hruški en mesec govoriti, tej Sirije, moj best friend Sirija, zato ne more s tabo. No, prav, pa nič. Dajmo tukaj rezati. Huda metafora s hruško, hvala za to. Huda tudi ta besedna zveza pohamo pire. Vse mi je bilo všeč glede tega prizora. Hvala, ker ste tudi našo menzo vključili. Namreč tam imamo ponovadi predstave za tiste, ki ne veste. Tja boste lahko prišli nazaj enkrat, ko bo drugi val mim. Ampak zaenkrat smo pa še tle. Peter in Juš, ko boste, pridite nazaj. Jaz sem že. Peter, ti si še vedno v bazenu.
panike. malo Dober tako. človek, jaz pa tle Švica. A bi še kaj, a gremo na zadnji sklop? Ne vem, edin, če ima kdo kakšno idejo, lahko pa tudi počasi zaključimo. Ali pa ne vem, vprašamo, kaj folk misli, da naredimo. Kaj pa če naredimo en prizor, ki smo vsi trije? En prizor, ki smo vsi trije, pa pol zadnji sklop. Ok, cool. To mi je cool. A jaz imam en predlog, a lahko? Ja. Ajde. In sicer, da bi, samo moram pa to jaz delati, lahko. Ja. In sicer, en sinhroniziran film bi rad videl. Ne, to se pravi, da imamo dva igralca, pa ta tretji človek pa ni sinhroniziral oba v bistvu. Tako da bi rabo od publike v bistvu naslov filma. Ja, naslov filma. To je po moje to. Video se pa lahko oblečete v neke... naslov pa žanr, dajmo še tako. Pa dajmo najprej žanr, ful bi bilo dobro, če bi najprej publika žanr, tako da boste tudi vedela, v kaj se obleči, pa naprej. Ali bi kdo od vaju sinhroniziral rajš? Ne. Meni je super, če ti to počneš. Ok, malo se mi zdi, da veliko govorim, no, ampak lahko pa tudi. Ja, tako pride, ne? Vsakič ima kdo kakšen dan, ki malo več govori. Tako je to. Dajmo sam pokazati publiki, kako to zgleda. Recimo, če jaz kao se izberem video najprej. Živijo, majhen človek, jaz sem ti prinesel zobotrebec. Zdaj pa Peter. Zobotrebec, nisem ga videl že 100 let. Ok, vse bo bolj. Super. Pa bom tik, preden bomo začeli, vam bom povedal, kjer bom imel višji, pa kjer nižji glas. Tok, da boste lahko prepoznali. En bomo višji, en nižji, to je to. Ja. Imamo srhljivko, noir, grozljivko. Kaj vam je bolj všeč? Meni vse en ti zber. Dajmo en noir narediti, to me je kar všeč. Okay. En film noir, naslov bom pa kar pobral ta Razgetajoča kosilnica. To mi je ful všeč, da beš Saša, dobro si se to spomnil. Bom pogledal, če je še kaj drugega. Strastne noči, to me je tudi dobro. Priletela je na njegovo ramo in se posračkala. Marina, kako dolg naslov, skoraj da bi bil od tega režiserja, ki je ta z Jimom Carreyjem, kar reke zdaj nakladam. Če imate še kakšen predlog, lahko pošljete. Nisem še čisto ziher vzel, ampak po moje, da sem. Nekdo nam je dal žalostnega tega emojija, zakaj pa? Ne, so že spremenili, dobre. Torej, imamo že kakšen nov komentar, poglejmo. Dirty Dancing, to je en film, ki že obstaja, ok, cool, tudi v redu. Načeloma iščemo malo naslove, ki so novi, čeprav valjda se lahko kjerkoli film interpretirajo na novo, to je dobro. Po moje to. Fanta, povejte, kaj boste pripravljena. Film noir, to smo že rekli, tako da se probite oblečiti, čim bolj temu primerno. Naslov pa bo Razgetajoča kosilnica. Ok, v redu, jaz sem. Jaz še nisem. Ok, imamo še dva predloga. Modre žile, Veliki diktator. To je tudi en film, ki sem ga že videl, ampak dobro. Peter, si se lepo oblekel? Tako sem mistično, temačno. Mistično, temačno, všeč mi je. Ok. Ja. Gužva pred McDonald'som, to je tudi en naslov. To je best. Si že bil v Mac, odkar je odprt, Peter? Ne. Skusi že odprt. Kaj s tem Macom? Jaz sem tako, pač včasih naročim Maca in tako skozi se ga je že dal naročiti in zdaj kar naenkrat full gužva, ki se je odprl, pa skozi je za ston dostavljal Volt. McDrive je, ne? Kaj s tem? Ja. Ja, ne živimo vsi 100 metrov stran od McDonald'sa, vid. To je pa res. No, veš. Pa nisem pa Živi praktično v McDonald'su, ne? Praktično. Na zjutraj vstane, se stušira, pa gre nazaj, trkaj cheeseburger. Ok, smo. Ne. Ja. Pa Bog se osmil, kva čakaš, luk. Ne bomo mogli imeti tega zadnjega sklopa. Ljudje čakajo, oni hočejo videti ta film. Ne vem, zakaj zdaj tako govorim. Hvala. Ene par ljudi se nam je še zdaj priključili. Hvala vsem, ki ste tukaj. Videoklic je naša predstava, pač ponavadi delamo v živo v teatrih, zdaj pa preko interneta in to so ljudje, ki se video kličejo. Zdaj se sicer onadva ne bosta video klicala, ali pa tudi, no, bomo videli, ampak gledali bomo pa en prizor z enega filma, ki bo film noir, to bo naš žanr, naslov pa bo Razgetajoča kosilnica. Fora te igre pa je, da bom jaz sinhroniziral in Vida in Petra, ona dva pa se boste seveda premikala temu primerno, oziroma tudi mene inspirirala s svojimi premiki. Smo?
In poglejmo si ta film Noir, Razgetajoča kosilnica. Čez 3, 2, 1, zdaj. Ok, mislim, da jaz sem, kdo bo imel nižji pa višji glas. Pozdravljeni, detektiv Gniloba. Kličem vas, ker se mi je zgodilo nekaj strašnega. Ja, povejte, kaj je? Jaz sem vedno na voljo, ker nimam veliko dela, veste. Razen da zdajle kosim travo tukajle na enem nekje, ker se je nekaj groznega zgodilo. Veste, mene dostikrat pokličejo, da potem počistim prostor, ko je vsega že konec. O, kako ste pogumni, da počistite prostor potem, ko je že vsega konec. Lahko bi počistili tudi mene, če veste, kaj mislim. Kaj? Jaz pa ne bom nič čistil. Jaz s svojimi strankami nimam neprimernih odnosov, veste? No, poslušajte, naj vam povem, kaj se je zgodilo. Moj mož je padel pod kosilnico in je umrl. Ne vem, kdo bi ga lahko ubil. Potrebujem detektiva, da to razišče. Bi vi to raziskali? Vi? Ja, seveda. Ta umor sem čakal že več let, 300,000 let. Ne, nisem toliko star, ampak vseeno, kosilnice so najnevarnejše orožje. Ena, kosilnice, drugo mesto, pištole, tretje mesto, razbito srce. Dobro, torej moj mož je kosil kosilnico, potem pa se je kar naenkrat znašel pod kosilnico in ga je čisto razčesnilo na več koščkov. Kdo je vaš osumljenec? Povejte mi. Kdo? Povejte, kdo je osumljenec vaš? Jaz sem tudi operna pevka, ne vem, če veste. Da, pa vas imam. Vem, kdo je osumljenec. Vi, gospa Greta, vi ste osumljenka, kajti samo vi lahko svojim opernim glasom preglasite kosilnico, ki je tako zelo, zelo glasna in to je edini način, da sosedje niso slišali, kako je vaš mož trpel. Ne, ne, to ni res. Jaz ljubim svojega moža, bolj kogarkoli drugega na svetu. Bi se tako oblekla doma, če ga ne bi ljubila? Veste kaj? Jaz bom zdaj prišel do vas, sčistil kriminalno dejanje, potem pa vas bom odvlekel v zapor. Zakaj? Kako ste dobri, detektiv Gniloba? Ok, in konc. Boh, kažem budest film. Ok, hvala Folko, da ste zdržali z nami. Ja, razgetajoča kosilnica. V bistvu je bila to metafora za to gospo, ki je bila malo bolj razgetajoča. Gospa Greta. Mislim, da smo počasi pri koncu. Ponovadi so tele naše predstavce kakšno uro dolge, medtem ko se Peter in Vid preoblačita nazaj, pa bosta povedala, kaj bomo delali v zadnjem sklopu. Naj vam povem, da sicer nismo edino impro gledališče pri nas, ki dela takele spletne predstave. Že jutri si lahko pogledate predstavo Snigovcev, Slovenskega narodnega impro gledališča, predstavo Trash TV, ki je v bistvu neka taka parodija Dnevnika oziroma 24 ur, malo je pop in pa tako naprej tudi. Potem pa v torek Kud Kiks, prav tako na njihovem Facebook live predstava Resnica ali laž, ki pa v bistvu en tak talk show, kjer se pogovarjajo o tem, kaj je kdo naredil. Prebere se neka izjava, ki je potem seveda resnična ali pa laž in poskušajo ostali ugotoviti, kaj je res in kaj ni. Enkrat so me za gosta Vilija Resnika, to je bilo kar smešno. Jaz bi samo namignil, da bomo za zadnji sklop delali nekaj, za kar bi rabili od nekoga Instagram, nekoga, ki dovolj, da ga raziščemo malo na netu. Je pa point v tem, da bomo igrali vaše bivše. Se pravi, mi bi radi pregledali en Instagram, glede na ta Instagram ocenili, kako izgledajo vaši bivši in pol bomo odigrali, boste videli mogoče 3 vaše bivše.
Tako da, kdorkoli je pripravljen mogoče dati svoj Instagram, nič ne bo bed, ne bomo se norčevali z vas, bomo pa pogledali vaše fotke, pa malo pogledali, s čim se kaj ukvarjate pa to. Naše bivše bomo pogledali. Mogoče tudi kakšna vaš bivši gor, ok? Ja. Dajte se javiti v chat, ne? Ja. Medtem, ko čakamo, prej sem omenil predstave ostalih improgledališč, seveda bomo tudi mi naslednjo soboto spet tukaj. Z eno zadevo, ki je še nismo preizkusili na internetu, jo pa redno izvajamo sicer v jezik prekoritelj, sicer Maestro. Maestro je tak tekmovalen format, sicer enega improguruja Keitha Johnstona, 10 improvizatorjev bomo imeli, plus režiserja, plus moderatorjev, tako da bo kar gužva. In te improvizatorji se bodo pomerili med seboj. Iz kroga v krog bojo odpadali in na koncu bo stal samo en ali ena, seveda, ki bo okronen za maestro oziroma maestro, ki bo okronen kot maestro ali maestra večera. Tako da vabljeni naslednjo soboto, verjetno spet ob 20:30 ali pa ob 9:00, to vam še sporočimo, ampak mislim, da bo kar 20:30 na naš Facebook Live. Bodo pa z nami pač mi trije bomo, Bohan bo, Rok Bohinc, Dino Kapitanovič, Teja Goli, Teodora Šved, Dejan Krajcar, Sara Šokal, Jan Hruševar, koga sem zdaj pozabil, Katja Brezovar in seveda branilec naslova Tim Kern. Jaz že imam. Nika je dala en profil, svoj Instagram. Tako da, če ste za, bi jaz si malo to pogledal. Ja? Dajmo pogledati ta Instič. Da vidimo. Ok, a že vidite, zdaj moram jaz dati neki trust, ok, sorry, to bi mogli delati načeloma. Moj računalnik ne zaupa temu. Že zaupa, ok. To je Nika. Hvala Nika, ker si dala svoj profil, bomo malo raziskali. Skratka, gremo mogoče najprej... influencer fotke, hudo? Ja, hude so, čisto profi fotke. Tudi Nika se ukvarja z... Neko. Mogoče živi kipel, kaj ne? Aha. Lej, v zahvalo bomo vse polajkali, ker vidim, to je tak malo influencerski profil, tako da bomo dali lajke, zato da bomo malo podprli. Daj bomo pol do lajkali, ampak bomo lajkali. Še malo pogled, kva smo. Skratka, veliko potuje, ne? Če sem videl Barcelona, Montpellier. To je še vedno Montpellier, ja? Francija. V bistvu bi bila kar nekaj časa v Franciji. Katalonija. Nice. Španija. Ja. To je pa mogoče malo ljubimci, bil že iz teh držav, ne? Mogoče. Se pravi, imamo Španijo zaenkrat, imamo Francijo. Kje pa je to? Kalela de Pala? To je tudi Španija, Kalela. Koliko je slabo to? Se je Kalelo. Luka Korenčič se lajka. Ja. On je naš friend tudi. Katalonija. In to so takšni kratki izseki, ne? Ja, mogoče bi mu 3 bivše spoznali, ki bojo pač govorili o tem, o njej mogoče. A da še malo bolj dol, a da še malo bolj dol, da vidimo še mogoče kaj, kar ni Španija. Sladoled? Kakšen okus sladoleda je to? Tle imamo neki roza, ne? Čist preveč sladoleda. Verjetno od tipa, ne? Pa je pa še neka pistacija, po moja, pa mint, pa neka oranžna, pomaranča. Mango? Mango mogoče, ja. Kaj bi ti rad, Juš? Ne, sam rekel sem, če daš še malo bolj dol, da vidimo, kaj še... Tako čisto. Prej sta bila samo Francija pa Španija. Kaj se je zgodilo pred leti? Tako. Srbija. Frida Kahlo majca. I like. Ok. Mr. Snow. Mrs. Snow. Mrs. ja. Sorry, ne. Fuck. Bela, roza, Home Alone. Dobre, hudo. A mi v teh videih kao samo predamo neko sporočilo njej? A jo probamo kontaktirati? Jaz sem mislil, da bi mi tako mogoče povedali kaj o njej. Ali kaj? Ok. Mislim, lahko, a ti bi predal sporočilo? Ne, meni je vsem, tako da. Še enkrat, Nika, hvala za tole. Folk, če hočete edati, tukaj gor, vidite, Nik... Skratka, ful potuje. Ja, ful potuje. Dajmo kar reči, da smo mi, da je en Španc, en je Francoz, en je Grk. Kdo bi kaj bil?
Jaz bi bil Španc, a pa Francoz, ne bi bil Grk. Nič ne vem v Grčiji. Zakaj nočeš biti Grk? Ne vem, a moram biti zdaj Grk. No, bom jaz Grk. Ok, cool. Samo da gre po svojo grško obleko. Okay. Ja, bod ti pa Francoz, ker jaz sem bil že prejšnjič. Ok, bom jaz Grk. Francoz. Ja. Okay. Cool, jaz bom zdaj ugasnil. Hvala Nika. Mogoče vidva se najprej, pa bom jaz ta zadnji, pa bom še malo s folkom pohengal. Torej, videli ste Niko, ki bo navdihnila naše zadnje prizore. Mi bomo vsi njeni bivši in bomo videli, kako so se imeli. Za navdih pa bomo vzeli valjda to, kar smo zdaj videli na Instagram profilu. Instagram profil precej pove o človeku. Bomo pa, ker rada potuje, recimo, da je posod spoznala koga. Ne? In bomo zdaj tipi iz teh lokacij. Rekli smo, da bo Juž Grk, Peter bo Španc, jaz bom pa en Francoz. Bil bomo pa ta kratke... bomo v angleščini ali bomo v slovenščini? Po mojem angleščini, ne? Ja, no vem, poželj. Jaz sem mislil v slovenščini. Ja, bomo čisto res. Ok, bomo v slovenščini. Nismo zares njeni bivši, veš. Ok. Kaj? Kaj? Povejte, kako boste redi. Jaz sem v bistvu. Ok, cool. Imamo vsaj enega. Torej, vsi, ki gledate Iglu Teater, gledate zadnji sklop prizorov. Nika nam je posodila Instagram profil, ki je navdihnil naslednje 3 like. Skušali bomo biti njeni bivši tipi. To je to, na vrsti je Juž kot en tip iz Grčije. In akcija. Kalispera, Nika, hola. Kalispera. Evo, kličem tukaj iz treninga, tvoj ljubi Janis Papadopoulos. Se sprašujem, kako si, kaj počneš, boš kaj prišla nazaj, boš navijala za nas. Spomnim se tistega večera, ko smo šla na romantični sprehod po parketu tukaj le zadaj, ko sem prvič zate vzel žogo in vrgel trojko, pa sem zgrešil, pa si rekla, samo da ne boš zgrešil tudi moje srce, pa očitno sem ga, ker si se potem kar hitro spokala. Vem, nisem tipičen Grk, da bi te vozil po Atenah, po Partenonu in takih zadevah, da bi te peljal na Engiros, ampak Nika, pokliči kdaj, pa mogoče osvojim kakšno evropsko prvenstvo zate. Kalispera? Hola, Nika. Všeč mi je, da se lahko zopet slišiva, da ti jaz predam sporočilo. Zelo mi je bilo všeč, ko smo tako, si taka pozovalna duša, mi je bilo fajn, kako si me stalno presenečala, si me peljala po vrhovih in puščavah, si mi odprla srce in si me tako, quando zmehčala si me. Zato, Nika, zato, da se ti rad povrnem vso to romantik, ki sva jo dala skozi, imam zajca zate. To je moj zajec, ki sem se ga sam naredil, sam spletel. Nika, zato ga podarjam tebi in ko se boš rodila k meni v Andaluzijo, estará hecho por ti. Bonjour. Nika, spomnim se, kako sva se srečala v Strasburju. Si bila, sva jedla različno hrano, probala sva foie gras. Takrat si me očarala, ko si mi napisala tisto pesem. Bila mi je zelo všeč in rekel sem, ti bi bila lahko moja za celo življenje. Potem si odpotovala naprej in še vedno sedim tu in razmišljam, kako te pogrešam. Pišem
pišem in skušam občutiti tisto, kar sem občutil tisti večer, ko sva skupaj zaplesala v Strasburju, ko sva se sprehajala med okoliškimi vasicami, ko sva tekla čez vinograde in pila francosko vino. A sedaj je vse to pase. Želim si, da bi doživel nek realni déjà vu in da bi mogoče skupaj še enkrat doživela tisto, ko si mi na uho zašepetala je t'aime. Kako sem vzdrtel takrat tistega dne, tistega večera in morda se vidiva čez 10, morda čez 25 let in morda bom spet začutil tisto, kar sem čutil ob tebi. Do takrat pa čau. Pogrešal te bom, Nika. Ok, čau. Jaz sem še kar na tem treningu. Hvala lepa, Nika, za tale Instagram profil. Upam, da so tvoji bivši ali pa zdajšnji bili bolj prijetni, kot tele 3 ljudje. Peter, zelo so pohvalili tvojega Španca. Če pa znam kaj uponašati, je pa Španca v slovenščini. Čas pa kaj pa Španc slovenski, ne? To je to. Evo, da se dam jaz prav v zadnje. Skratka, hvala še enkrat, da ste bili z nami. Če imate kakšno evro odveč, nam lahko postište kakšno donacijo. Sicer pa smo z vami bili Peter, Vid in Juš. Kot rečeno, se spet vidimo naslednjo soboto ob 20:30, ko nas čaka tekmovanje za spletni maestro. Ful bo folka. Nora bo. Cool. Kdo od vaju še kaj dodal, takole za na konec, bi kaj lepega povedal, kakšno poslanico? Mejte se radi. Folk, ni še konc samoizolacije, tudi če tako zgleda. Bodite previdni, dajte paziti nase. Poslušajte fotra vida. Poslušajte fotra vida. Ne se zabavati. Ne se hecati. Lahko pa se z nami, seveda. Ne? Ja. Spet naslednjo soboto. Se vidimo. Hvala. Čau. Čau.